Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, dober večer. Nocoj skupaj z Mohorjevo Celovec predstavljamo novo delo Rudija Mlinarja, Korošca iz okolice Prevalj, ki z družino živi v Brežicah. V romanu Ko ni cvetela ajda je zajeto obdobje med drugo svetovno vojno in sicer izgnanstvo Slovencev na področju Posavja in avstrijske Koroške. Rdeča nit romana je prizadevanje slovenskega človeka, da tudi v skrajno težkih razmerah ohranja svoj narod, svoj jezik. Rudi Mlinar je osnovno šolo obiskoval v Prevaljah in Mežici. Šolanje je nadaljeval na strokovni kovinarski šoli v Ravnah ter srednji delovodski šoli, tudi v Ravnah na Koroškem. Končal je šolo za scenaristiko in dramaturgijo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije v Ljubljani. Že zgodaj je začel objavljati krajše literarne prispevke v raznih literarnih revijah in časopisih. Od leta 2007 je član Društva slovenskih pisateljev. 3 leta vodi literate pri kulturnem društvu Franc Bogovič Dolga. Dvakrat je bil izbran med najboljše mlade pisce, najprej za prozo v Gradišču v Slovenskih Goricah, pozneje še za dramatiko v Slovengradcu, letos med pisce seniorja za dramatiko. Med priznanje za njegovo delo omenjam nagrado za kratko prozo Radia Ljubljana, 2 nagradi na natečaju Moj čopič je beseda pri Radiu Ognjišče, zlati znak Republiškega komiteja za SMS za kulturo, bronasti, srebrni in zlati Vorančev spominek, bronasto in srebrno Prežikovo plaketo in Linhartovo značko za dolgoletno delo na področju dramatike. Prisrčen pozdrav namenjam nocojšnjemu gostju Rudiju Mlinarju in povezovalki večera Jasmini Spahalič. Pred predstavitvijo pa vabim besedi predstavnika Mohorjeve Celovec, magistra Martina Lisca. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovane, prijazen pozdrav tudi v mojem imenu in v imenu Mohorjeve založbe Celovec, ki soorganizira ta večer, torej predstavitev, kot smo že slišali, nove knjige Rudija Mlinarja, Ko ni cvetela ajda, ki je letos izšla v daru Celovške Mohorjeve založbe. Ob tej priložnosti bi se iskreno zahvalil knjižnici Brežice, ki nas ponovno gosti, direktorici magistri Teji Benkoč, in pa seveda posebej bi pa toplo pozdravil avtorja nocoj med nami, Rudija Mlinarja. To je ponovno njegovo še en nov roman. Pri Mohorjevi založbi, kot veste, jih je šlo že kar nekaj, pa tudi pri drugih založbah, verjetno bo kakšna beseda o tem tudi v tej nocojšnji predstavitvi. Hvala tudi Jasmini Spahalič, ki bo vodila ta večer. Prepričan sem, da bomo ob Rudiju in ob Jasmini nocoj doživeli nekaj lepega in da bomo tudi to, kar bomo slišali tukaj, verjetno lahko obudili v nas kakšen spomin, kajti tematika, o kateri govori ta knjiga, je zelo povezana z ljudmi tega področja, tega kraja, zato mislim, da se bomo lahko v tem večeru resnično prepoznali. Hvala, da ste prišli, po predstavitvi boste lahko knjigo tudi kupili. Avtor jo vam bo z veseljem podpisal, sedaj pa predajam besedo tebi, Jasmina, izvoli. Hvala lepa, torej lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in seveda, dragi obiskovalci, hvala, da ste se odločili nocojšnji večer preživeti na naši družbi. No, seveda, lep pozdrav tudi tebi, Rudi, midva z Rudijem sva se kar dogovorila, da se bova tikala, ne? Rudi, je tako? V bistvu, v tem romanu, o katerem bova danes govorila, smo že nekaj slišali, torej v bistvu se prepleta usoda teh posavskih in koroških Slovencev, zgodbo pa tako povezujeta tako enako usoda slovenskih družin, kakor tudi tragična ljubezenska zgodba glavnih junakov, in sicer Lucije iz Dobove in Andreje iz Pilberga. In zgodba se prepleta skozi več delovnih taborišč, tako imenovanih, kamor so preselili pregnance, kar poceni kot
neko poceni delovno silo. Ne? Roman ravno tako temelji na zgodovinskih virih in pričevanjih žrtev. Je tako, Rudi? So zgodovinski viri in pričevanja. Kako si prišel v bistvu do teh zgodovinskih virov in pričevanj? Mogoče bi za začetek zelo malo navezal vse, kako je ta knjiga sploh nastala. Na eni zadnji predstavitev duhovnikom pisateljev, zavednem Slovencu, Francu Ksaverju Meško, še Britanija Lip, me je sedanji urednik Mohorjev Adrian Kert vprašal, kaj imam na črtu za naprej. Takrat nisem imel ničesar, pa sem mu to tudi povedal. Potem pa smo v nekem neformalnem pogovoru se dotaknila vprašanja o izgnancu koroških Slovencev, pa me je omenil, da v tem, kot v romanesni obliki, ni bilo še skoraj veliko napisano, razen mogoče so pričevanja in medtem ko kakega romana o tem ni bilo. Jaz sem takoj zaslutil, da bi to bila res tema, ki bi jo lahko obdelal, ker pa sedaj živim v tem področju, iz katerega je bilo pravzaprav izseljeno še mnogo več Slovencev kot avstrijske Koroške, sem sklenil, da bom te dve usodi ene skupine kot Slovencev ob Obsotelju, se pravi mislim ob Psavi, pa ob Koroške Slovence družil v tej knjigi. Na tak način je tam tudi nastala ta knjiga potem. Dragi obiskovalci, jaz tega obdobja nisem doživela, sem ga pa seveda nekako skozi ta roman dejansko, kako rečemo, nekako podoživela oziroma doživljala. Ne? In resnično pusti nek pečat, tako da sem kar navdušena, da lahko danes vodim pogovor s tabo, Rudi. Deva še povedati, odkud takšen naslov? Zakaj ravno Konji cvetela Ajde? No, če se malo dotaknem same rastline ajde. V 12. stoletju je ta žitarica po tedanih trgovskih poteh prišla iz Azije v naše kraje, kjer so jo prenesli pogani, se pravi ajdi, ali kako se je Nemci rekli ajdi, so tako Slovenci potem poslovili to žito v ajde in v to izbira to ime. Na Koroškem pa je bila ajda še posebej v čistih, vsaj v tem obdobju, vse do druge svetovne vojne, pa tudi po njej. Pa še tudi danes se še na marsikateri njivi v Kiti z vijoličastimi cvetovimi ajde. Z izgonom številnih družin v aprilu 42 z Koroškega pa so te njive seveda ostale brez posijane ajde. In tudi naslov. Moram se reči, da ta naslov ni zrastel na mojem zemljiku. Ta naslov mi je prispevala žena Ivanka, ki je tudi moram reči, da mi je kar precej pomaga, ne samo slovnično, pač pa tudi svetuje pri nekaterih delih. In lahko rečem, da z razliko od enega, dveh naslovov so skoraj vsi njeni. Ona je v tem zna bolj poiskati. Torej, hvala Ivanki. Da ni cvetela Ajda. Kriti, kako smo že pri tem tudi naslovu in pri Ajdi, v bistvu ima dejansko tako simboličen pomen. V bistvu tudi zaključi se tako, ko glavna protagonista, zdaj greva že kar v vsebino, ko se te glavna protagonista spoznata in potem ta Ajda ima nek ključni pomen. Nam ti malo bolj to razložiš? Kako, ko se zaključi z tak lep stavek in na koncu? Zaključi se pravzaprav z ravno nasprotnim stavkom, kakor je naslov knjige, ki je mama tistega fanta, ki je pač oče tega fanta, ki ga naša glavna junakinja pripelje na Koroško in pokaže na njiv cvetoče ajde in izreče, tako pa pri nas ajde cveti. To je, mislim, tak lep simbolični naslov, da nam da neko upanje, da bo iz tiste ajde kruh, da bo iz tiste ajde nekoč nekaj zraslo in da bo tudi ta rod na tej kmetiji nadaljal svoj pot naprej. Se pravi, da bo ta kmetija ne bo propadla, pač pa bo živela in to živela tako, kot se pravi, s slovenskimi koreninami. Mama, ne bodi tako začudena, ko bi vedela vsaj malo tega, kar vem jaz, ko bi samo nekoliko razumela, kaj vse se dogaja po svetu, bi mogoče drugače ravnala s tem mladim dekletom, ki so ti ga dodelili in za katerega misliš, da lahko z njim počneš, kar te je volja. Pod prisilo so jih pripeljali k nam, da bi jih ponemčili, naredili iz njih nekakšne sodobne sužnje. Prepuščeni so nam na milost in nemilost. Nihče se ne sprašuje, kako jim je. Nihče se ne vpraša, kaj čutijo, kaj si želijo, po čem hrepenijo.
Mogoče tega ne bi razumel, ko ne bi bil tako dolgo od doma, ko ne bi tudi sam hrepenel po domu, po tebi. Njim je še mnogo huje, kajti oni so prišli k nam proti svoji volji. Začudeno sem gledala v njegove jasne oči, v katerih je bilo opaziti veliko žalosti, veliko več, kakor bi pri takem človeku lahko pričakovala. In še enkrat sem se lahko prepričala, kar nam je povedal Franc. Ni pomembno, v kaj je kdo oblečen, ampak kakšno srce ima. No, ta vzlomek, ki ga je Ivanka prebrala, govori sam za sebe. Vedno je tako, da ni vse samo črno in vse samo belo, ampak je nekaj ponekod vmes. Prepisane sem se zavedal in mi je to ni bilo težko povedati, ker nisem bil obremenjen z preteklosti, ki so nekateri preživeli. Se pravi, nisem čutil tega v sebi, da mi je bilo težko, da sem samo trpel tam na nekem taborišču ali karkoli, ampak kar mogoče včasih je marsikdo pozabil. Ni vse črno, niti sivo ne. Tu in tam se je našel tudi Bog, ki je vrgel to trditev, se pravi, da je bil tudi v uniformi, sovražena nemška vojska, kakorkoli, v prvi vrsti človek, če potem je bil tisti, kar so od njega zahtevali nadrejeni ali pa njegova stranka. Torej, v bistvu, iz zgodovinskih dejstev vemo, da so nekako želeli presekati, bi lahko rekli, slovenski narod na pol, ne? In na to ga nekako zasužniti in ponemčiti. In v bistvu s ponemčevanjem je bilo sporedno torej to, da se odrečeš slovenskemu jeziku. In v taboriščih so bili otroci nekako največja tarča tega, saj so v bistvu, če so govorili po slovensko, jih je doletela visoka kazen. Torej, ali so ostali brez večere, ali so morali pobirati smeti po dvorišču, ne? Torej, nekako so kar trpeli, ker se v bistvu niso mogli izražati v svojem jeziku, torej v svoji identiteti. Torej, v bistvu, Rudi, lahko dejansko in v bistvu zagotovo rečemo, da je v bistvu rdeča nit romana, torej prizadevanje slovenskega človeka, da tudi v skrajno teh težkih časih, teh razmerah ohrani svoj jezik in da ne podleže ponemčenju. Kako so tudi starši to češati na šigav način spreobrnili, bi lahko nam Branko povedal, kako so ta sovražni pozdrav, kaj Hitler, ki so ga morali otroci pozdravljati, te uniformirane, ki so srečevali tam v taborišču, so jih naučili, da so jih pozdravljali halt hitro, kar je zvenelo popolnoma enako kot ta sovražni pozdrav za tistega, ki slovensko ni razumel. Za druge, ki so slovensko razumeli, pa je bilo to čisto nekaj takega. In to potem, to je bilo en tak hudomušni način, ampak je tudi pokazal, s kakšnim načinom so se borili proti temu, da bi ponemčili. Rudi, kaj za tebe predstavlja dom? Kako ti vidiš domači kraj? Jaz sem se skušal živeti v tiste, ki so posili ta svoj dom. Dom je tisto, kar predstavlja, ni samo hiša, ni samo polje, ni samo njiva, pač pa tudi okolje, v katerem človek živi. Kako so ljudje bili navezani na ta kraj. Veliko je bilo primerov, ko so te matere, ki so odhajale, so morali pol ure zapustiti ta svoje domove, ampak še v tem času so nekatere vzeli s seboj hišče zemlje, se pravi tisto zemljo, ki je bila tam, se pravi, jim je bila skoraj več pomena tista zemlja, kot pa nekaj obleka, hleb, kruha, karkoli so mu ponesli s seboj. In to je tisto, kar bi rekel, da je največja ljubezen do nekega doma. Upanje, ki so ga imeli, je kako bo, ne, kako so upali tisti, ki so bili pred nas. Upali so, da se bodo vrnili na svoje domove v odnosu do drugih, ki so preživeli drugačno usodo, drugačnost, ki so ostali, ki so se mogoče borili v osnovi, kakorkoli, kjer je bila v tem odnosu, najbrž niso veliko razmišljali, ampak prav ta odnos je bil tisti najbolj moteč, ko so se vrnili in tistega priznanja, tistega ni bilo, kar bi moralo biti, kar bi smo, ko smo že prej omenili, kar so se tu zaslužili. Jaz sem skušal v knjigi to predkoračiti s tem, da se to dekle, ki praktično izgubi, ki ni bilo, nima staršev, nima več niti bivališča, kakoli, da se odloči, da ilegalno prestopi to
mejo, ki je bila takrat hermetično zaprta. Moram reči, da mene roman ni pustil ravnodušne in tudi vse prisotnim želim tako, da vas ne bo pustil ravnodušne in da vam pusti takšno globoko sporočilnost. Torej, dragi obiskovalci, nocojšnji večer smo počasi pripeljali k koncu. Jaz ti tudi želim veliko ustvarjalnega navdiha in uspeha naprej, torej, da bo izpod tvojih rok nastajale, da bodo nastajale knjige še naprej, ne, tako uspešne. Imamo da še kakšno vprašanje? Odlično, potem pa z moje strani samo še prijeten večer in srečno.